Se ti je že kdaj zgodilo, da mogoče daš na voljo ali pa v prodajo neko svojo novo ponudbo, pa popolnoma, kot da nihče sploh ne sliši, kako dobra je tvoja ponudba in kako jim lahko tem potencialnim strankam spremeni življenje? Če je tvoj odgovor da, potem je ta epizoda točno zate. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Danes sem se želela dotakniti ene zelo pomembne tematike in sicer kako govorimo o svoji ponudbi. Kadar govorimo o neki svoji metodi, bo mogoče zelo hitro naletelo na gluha ušesa, tudi če je ta rešitev ali pa ta metoda idealna za to določeno osebo. In če uporabiš to, kar bomo danes govorili, potem lahko pričakuješ večjo prodajo, lahko tudi višje cene in tako naprej. In sicer, ko govorimo o svoji ponudbi, običajno govorimo o dostavi, torej točno tisto, kaj dobijo. Mogoče je to 5 klicev, mogoče je 5 coachingov, mogoče je to 60 minut masaže in tako naprej. Potem lahko govorimo o ideji v stilu, da dobijo coaching, da dobijo podporo, da dobijo mentorstvo in tako naprej. In tretja točka je, da lahko govorimo o outcomes oziroma o rezultatih, ki jih bodo imeli. In ena izmed teh točk je seveda prinaša veliko večje rezultate kot druga. In seveda, večino podjetnikov pa podjetnic oziroma ogromno, večinoma se fokusirajo na to, kaj bojo stranke dobile. Torej govorijo o dostavi. Torej dobili boste 5 videov, to pa to pa to, ker mislijo, da je to najbolj pomembno pri odločitvi, ko potencialna stranka bere oziroma se seznanja s tvojo ponudbo. V resnici pa so najbolj pomembni rezultati, zato je zelo pomembno, da ko predstavljamo svojo ponudbo, ali je to na spletni strani, ali je to na družabnih omrežjih, ali je to na klicu, ali kjerkoli drugje, da govorimo torej o rezultatih predvsem, ki jih bo naša idealna stranka imela z našo ponudbo. In ko damo fokus na to, kaj so rezultati, kaj lahko pričakuje, bo se v glavi v bistvu idealne stranke lažje razvila tudi zgodba, ali si to želi ali ne. In tukaj lahko gremo torej bolj globoko in se lahko kar zdaj z mano delaš to vajo in naprimer, da se vprašaš večkrat zakaj. Primer, če bi recimo mi prodajali vrtalnik recimo za luknje ali pa neke svetre, potem bi se lahko vprašali, zakaj bi nekdo kupil tale naš vrtalnik. In bi odgovor bil zaradi tega, ker želijo zvrtati luknjo na steni. In potem se spet lahko vprašamo, ampak zakaj si želijo zvrtati luknjo na steni? Zaradi tega, da bodo obesili torej sliko. In potem se spet vprašamo, zakaj bi nekdo želel obesiti sliko, ta moja idealna stranka. Zaradi tega, ker jim bo to dalo ta občutek domačnosti in pa varnosti. In če bi potem mi ta vrtalnik predstavljali, da bi predstavili to sliko, da ko imajo ta vrtalnik, da bodo imeli tudi, lahko ustvarili si ta občutek domačnosti, varnosti, ki si ga želijo, gremo v bistvu za stranko veliko, veliko globje. Če pogledava še en primer, veliko mogoče, ki vsej v moji skupnosti je veliko, ali ker se ukvarjajo s kakšnimi energijami ali pa masažami, pa recimo, da vzameva za primer še masažo. Zakaj bi nekdo recimo prišel na neko tvojo masažo? Mogoče bi bil odgovor zato, da se sprosti. In potem, če vprašamo še naprej, zakaj želimo, da se ta tvoja idealna stranka, zakaj si želi sprostiti? In mogoče bo, če gremo še bolj globoko, bo recimo lahko odgovor zaradi tega, da bo bolj dobre volje, da bo manj zagrenjena ta oseba, in da bo imela boljši odnos s svojim partnerjem. In če vprašamo še, zakaj si to želi, zaradi tega, ker si želi recimo lep partnerski odnos, ki cveti. In potem lahko vidiš, če govorimo mi samo o masaži, 60 minut masaže, ali pa o tem, da bo s tem prišla do tega, da bo imela lepše partnerske odnose, sploh če je ta masaža recimo vezana na to, ali pa na kakšne bolečine, ki mogoče tvoji idealni stranki, recimo, da imamo masaže ali pa neko terapijo za bolečine v hrbtu. Če ima naša idealna stranka bolečine v hrbtu, to pomeni, da mogoče ne more preživljati ali pa aktivno se udeleževati nekih družinskih aktivnostih. In če
mi govorimo o svoji ponudbi, torej o rezultatih, ki jih bo potem imela, potem bo seveda tudi to se zelo poznalo na prodaji in tukaj ni dobenega zavajanja, ampak v bistvu naredimo našo ponudbo bolj moram, takoj si želim to ponudbo, bolj kot samo, ta ponudba je pa mogoče nekaj fajn za imeti, In če spremenimo primer, pa gremo na primer, da bi recimo prodajali mi 5 ur coachinga, recimo en paket, kjer bomo imeli 5 ur coachinga. Kaj se ti zdi bolj privlačno? Če ti ponudim 5 ur coachinga ali boljši odnos s partnerjem, ki cveti. Razliko lahko vidiš, da je zelo velika, In ko govorimo o 5 urih coachinga ali pa da prodajamo XY metodo, se stranka v bistvu začne razmišljati, ali je ta metoda res primerna zame. Če pa govorimo o rezultatih, torej da bomo potem imeli s tem coachingom, bomo prišli do bolj cvetočih in boljših odnosov, pa stranka začne razmišljati o tem, ali si te rezultate želi. In to si v bistvu mi tudi želimo, Torej, najprej prodajamo rezultate, potem pa seveda razložimo tudi, kakšna je zadaj metoda. Tako da ne gre za kakršnokoli zavajanje ali pa kaj takšnega, ampak gre v bistvu samo za to, kam damo poudarek. In fajn je, če je naša ponudba predstavljena 80% vezano bolj na čustva, torej na rezultate, in 20% na to, kakšna je metoda, kaj bojo dobili in tako naprej. Zdaj, lahko še ti dam mogoče kakšne primere, kaj ti zveni bolje, zato da lahko še bolj mogoče globoko gre to in še bolje razumeš, kako v bistvu predstaviti svojo ponudbo. Torej, dali smo že primer 5 ur coachinga, da spremenimo odnose s partnerjem, ki cvetijo. Torej, 5 ur coachinga ali pa cvetoči odnosi s partnerjem. Verjetno se strinjamo, da bodo to veliko bolj privlačno zame, oziroma zame, če se postavim v vlogo idealne stranke. Potem je lahko recimo, da naredimo 5-kratno ali pa strategijo za 5 mesecev za objave za družabna omrežja, ali pa na drugi strani content, cel sistem, kako naprej načrtovati objave, ki prodajajo. Torej, da imaš sistem, to je rezultat, to je pa samo ta delivery oziroma dostava, kaj dobijo. Kaj je bolj privlačno, lahko hitro vidiš. Mogoče je lahko recimo na eni strani, da prodajamo energetsko čiščenje, in na drugi strani, če to preoblikujemo, lahko damo kot rezultat, da je recimo občutek notranje jasnosti in moči, brez da porabiš 10 tehnik za to, da prideš do teh rezultatov. Zmišljujem si, Ampak lahko vidiš, že če se postaviš v vlogo idealne stranke, kaj je tukaj mogoče bolj privlačno, kam ti zanese misli, Torej, pri prvem, če govorimo recimo tudi primer še 1-na-1 svetovanje in pa odnosi, kjer se lahko recimo izraziš brez občutka krivde, lahko vidiš kaj tukaj, če nam nekdo ponudi 1-na-1 svetovanje, se takoj začnemo spraševati, a je ta oseba dovolj znanja ima, ali je ta oseba prava zame, a zdaj trenutno res rabim, Če pa govorimo o tem, da bomo imeli odnose, kjer se lahko svobodno izrazim brez občutka krivde, pa je to nekaj, kar samo pomislim, a si to želim ali ne. In če si to želim, je seveda to nekaj must have, kar moram imeti in ni samo nekaj, kar bi bilo pač fajn imeti. Kar je pa ključno pri tem, ali se bo nekdo odločil za nakup ali ne. Če prodajamo recimo metodo, pa da gremo še mogoče na en primer, recimo da tapkamo, da učimo ljudi, kako tapkamo, ali pa za njih jim pomagamo pri tapkanju, Torej, ETF mislim, da je to metoda, Če govorimo o tapkanju, o metodi, bo nekdo mogoče sploh pomislil, kaj to je. Potem mogoče bo pomislil, to ni metoda, ki bi meni pomagala. Potem so še druga vprašanja, ki so o metodi. Če pa mi to preoblikujemo in rečemo, da je naša ponudba vezana na to, da se zvečer lahko zaspiš, brez da imaš 100 misli, in da lahko v trenutku zaspiš 100 recimo vajo, oziroma s tem sistemom, je pa govorimo o nečem čisto drugem, Se pravi, če nekdo nima težave z spanjem in da ne more se ugasniti, da ne more zaspati, da ima težave z nespečnostjo, da je pod stresom in tako naprej in da si zvečer mogoče ne more ugasniti teh misli, lahko se tukaj zelo hitro najde in razume, to je zame, to potrebujem zdaj takoj, v primeru, kot če govorimo mi samo o metodi. Tako da, povabim te, da pogledaš mogoče svojo ponudbo in začneš govoriti več o rezultatih in opazuješ, kaj se bo začelo spreminjati. Uspešno in srečno!
Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.